Audijev A6 Allroad je eden najpopolnejših avtomobilov na svetu. Se vam zdi, da pretiravam? Ja, če ste ljubitelj BMW ali Mercedesa, mogoče že. Ampak bodimo realni. Mogoče je malo predrag za vsakega, predvsem je mogoče malo prevelik za vsakega, ker je dolg skoraj 5 metrov, zato pa ima znotraj res veliko prostora. In odlično delovno okolje. Materiali so fini, izdelava vrhunska, na teh merilnikih lahko praktično vse informacije spremljate hkrati, navigacijo pa imena vpisujete kar s prstom. Ampak vse to ima tudi običajni A6 Avant, le tega napisane, Allroad. In to ga dela tako posebnega. Čeprav ga bo marsikomu škoda, gre tudi po kakšnih slabših cestah, ne pa s temi gumami. Te niti za kakšno blatno cesto niso, ampak bolj za fin asfalt. Vem, da bo z Allroadom večina lastnikov še na makadam redko zapeljala, ampak njegov štirikolesni pogon zmore veliko več. Na terenu ta avto ustavijo v bistvu samo predolgi previsi spredaj in zadaj, ker je tudi oddaljenosti od tal dovolj. Podvoze lahko namreč dvignete kar za 10 cm više od Avanta, če se vozite po kakšnem terenu. Moram priznati, da se tako udobno že dolgo nisem peljal. Tole prilagodljivo zračno podvozje namreč tako dobro blaži vse skupaj in to z 9-leskami, da kar težko verjamem. No sej, zato pa stane 78 tisoč evrov tale avto z vrhunskim 3-litrskim dizlom, ki ima 180 kW in kar 580 Nm navora. Zamerim, ne, pripomnim lahko v bistvu le dve zadevi. Prva, da se zelo čuti štirikolesni pogon, ko takole speljete iz križišča. Se pozna, da je pogon stalni. In druga, da sicer vrhunski dvosklopčni menjalnik cuka, ko speljete in se ustavite. In da nima prestavnih ročic tukaj v volanu. Drugega si pa niti izmisliti ne morem, zato lahko mirno rečem, da je to eden, zdaj se pa že ponavljam, tisti, ki ga imajo, vedo, o čem govorim.